Konec minulega tedna so v prostorih črnomaljske upravne enote slovesno odprli 13. samostojno slikarsko razstavo Jožeta Zabukovška, 80-letnega ljubiteljskega slikarja iz Črnomlja, po rodu Štajerca, ki je kot mlad učitelj pred skoraj 60 leti prišel v Belo krajino in jo vzljubil. Še posebej Sinji Vrh, kjer je nekaj let poučeval na tamkajšnji podružnični osnovni šoli. Nič čudnega torej, da so prav sinjevrški pevci, med njimi tudi njegovi učenci, popestrili odprtje tokratne razstave v Črnomlju. Kjer so žitna polja, v soncu žarjena, tam je sreča moja, tam sem jaz doma. Zabukovšek si že več kot 2 desetletji prizadeva prenesti na slikarska platna vse lepote in zanimivosti belokranjske naravne in kulturne dediščine. Tokrat je motive iskal predvsem ob reki Kolpi. Njegove slike niti podpisane ne bi bilo treba, da so, ker se že vse vidi, njega se prepozna. To je izpoved, ki je poštena, čista, kjer nič ne štrli, ker je vse tako zelo harmonično in lepo, kjer se prav čuti to atmosfero in ta Kolpa, ki se vije, se vidi tolmunčke. Včasih bi človek kar stopil noter, se malo ohladil. Gre za resničen spev Kolpe, ki ga je Zabukovšku uspelo upodobiti ne le z realističnimi lepimi motivi, ampak tudi s toplimi barvami. Njegove barve, recimo modra, ki bi mogla biti po likovni teoriji hladna, sploh ni hladna barva, nič ni hladnega. Vse je toplo, srčno, prisrčno. Vse je tista energija, ki človekovega duha resnično nahrani in to zelo. Po likovni teoriji, recimo njegove črte, tukaj je vse dodelano, jasno, tukaj ni lomljenja, tukaj ni nič odveč, tukaj je absolutna perspektiva, je absolutna prepoznavnost in je veliko več kot fotografija. Fotografija je sicer osnova njegovega slikarstva, saj je bil fotografski aparat več desetletij njegov stalni spremljevalec. Kot učitelj in pozneje pomočnik ravnatelja na črnomaljski osnovni šoli je svojo ljubezen do fotografije prenesel na več generacij učencev, sam pa je s pomočjo fotografskega objektiva iztrgal v pozabi številne, danes že propadle objekte kulturne dediščine v Beli krajini. Pred 22 leti, ko se je upokojil, pa se je lotil slikarstva, ki ga je navduševala vse od otroštva. Kot slikarsko tehniko si je izbral olje, ki je zelo počasna tehnika, zelo zahtevna, zelo počasna in je treba imeti kar več želez v ognju istočasno, da se to posuši in je to pravi časovni postopek, da ena slika nastane. V njegovem ateljeju pa jih je nastalo že zelo veliko, koliko niti sam ne ve. In sem vesela, ker izbere motiv tisto, kar je najlepše. On prav izbere in širi to poslanstvo umetnika in kulture. In to je nekaj prekrasnega. Pri njemu se vidi ta čutnost v absolutni likovni govorici, ki jo absolutno obvlada. Čeprav svojih slik ne prodaja, krasijo številne domove in ustanove v Beli krajini, saj jih je vedno pripravljen podariti prijateljem. In, kot je dejal ob odprtju njegove tokratne razstave, je vesel, da imam toliko prijateljev in toliko likovnih navdušencev. Ob tem je obljubil, da to ni njegova zadnja razstava, da bo zagotovo pripravil vsaj še eno, saj v njegovem domačem ateljeju že nastajajo nova dela.